Na tematikah transspolnosti se v bistvu še nekako najbolj pojavlja ta potreba v kontekstu tega, da osebe niti ne vejo točno, na koga se lahko obrnejo in zakaj. Zaradi tega, ker glede tematik transspolnosti v bistvu nekega specifičnega zakonskega akta, ki bi urejal vse njihove potrebe in tudi pravice, ga ni. In se potem pojavljajo vprašanja, na koga se sploh lahko obrnemo. In potem pride pa do tega monopola, ki trenutno obstaja v Sloveniji na tem področju, in to je, da obstaja samo ena skupina ljudi v celi državi, ki dela, in to je ta interdisciplinarni konzilij za spremembo spola, kjer je do nedavnega delala izključno ena psihiatrinja, zdaj se je začel uvajati še eden, ampak je ravno tukaj prišlo velikokrat do tega, da so osebe zelo dolgo čakale, in so potem se na nas obračale, na koga drugega se lahko obrnejo. Ko gre pri dostopu trans oseb do javnega zdravstva, ni nujno izziv samo pri dostopu do storitev, ki omogočajo to telesno potrditev spola, ampak recimo tudi te običajne zdravstvene storitve, ki jih potrebujemo vse prebivalke in prebivalci določenega območja. Tukaj je predvsem pomembno, da se zdravniki in zdravnice zavedajo, da ne glede na to, kako nekdo izgleda, da ne uporablja nujno teh tudi istih zaimkov, ne. Zdaj, če uporabim sebe kot primer, ne glede na to, kako jaz izgledam, ni nujno, da se me lahko naslavlja z gospa, ne. Lahko, da moja spolna identiteta drugačna in želim, da se me naslavlja z gospod. Ali pa ni nujno, da želim, da se me naslavlja z imenom, ki je zaenkrat uradno še v mojih dokumentih in s tem tudi na izkaznici za zdravstveno zavarovanje. Ali pa ni nujno, da jaz svoje dele telesa poimenujem tako, kot je nekako običajno ali pa splošno znano, ne. Ni nujno, da jaz zdaj želim svoj zgornji del telesa poimenovati prsi, ker mi to zveni preveč žensko, če recimo se identificiram kot moški, ne. Ali pa, tako da je zelo pomembno, se mi zdi, da poskušajo zdravniki in zdravnice, družinski zdravniki in zdravnice, ginekologi, ginekologinje, vsi ostali specialisti in specialistke, se s temi osebami pogovarjati, vprašati stvari, če se ta oseba razkrije kot trans. Kako želite, da vas naslavljam? Katero ime želite, da uporabljam? Katere zaimke želite, da uporabljam? Mi lahko poveste, kako vi poimenujete svoje dele telesa. Zato, ker na ta način potem zdravnik, zdravnica zmanjša ta stres. Nekaj, kar bi res razbremenilo zadeve, če se ne bi ves čas iz strani zdravnikov in zdravnic oziroma vsega zdravstvenega osebja predvidevalo, da so vse osebe heteroseksualne in cisspolne. Heteroseksualne najbrž poznamo, cisspolne pa pomeni, da se oseba identificira tako, kot ji je bilo pripisano ob rojstvu. To je nekakšna norma glede spolne identitete. Saj zelo sorodnimi izzivi se srečujejo tudi geji in lezbijke, recimo pri dostopu do teh vsakodnevnih zdravstvenih storitev. Recimo pri ginekologinji lahko lezbijka tudi doživi kakšno tako neprijetno vprašanje, ne. Saj vi ste pa še devica. Ne. Ženska, ki je lezbijka, ni nujno, da ji je všeč penetrativni seks, in mislim, da ta način komunikacije mogoče ni čisto popolnoma primeren, ne. Ker predvidevaš nekaj na podlagi enega znaka na telesu. Tako da je mogoče te stvari drugače parafrazirati bolje. Enako kot pri trans osebah, ne. Da se ne predvideva, da je vsaka oseba heteroseksualna, ne. In da se potem na ta način tudi skuša pogovarjati s to osebo, ne. Če pride do neke okužbe, spolno prenosljive okužbe, da se ne predvideva, da ta oseba ima partnerja moškega spola, ne. Povejte to osebi, s katero imate spolne odnose, je veliko bolje reči, kot pa povejte to svojemu partnerju, ker spet predvidevamo nekaj, ne. Enako je recimo pri gejih, ne, če pride do neke spolno prenosljive okužbe, da se ne reče povejte to svoji partnerki, ne. Povejte to osebi, s katero imate spolne odnose, ste imeli spolne odnose, kakorkoli. Da poskušamo res uporabljati jezik, ko govorimo z geji in lezbijkami, trans osebami, ki ne predvideva, da so heteroseksualne, da so cisspolne. Še vedno nekaj uporabnikov in uporabnic na leto poroča, da so pri
psihologu, psihologinji ali pa psihiatru, psihiatrinji doživeli to, da so želeli ozdraviti njihovo istospolno usmerjenost. To se še vedno tudi dogaja v 21. stoletju. Čeprav so prišli po to zdravstveno storitev iz nekih drugih razlogov, in mislim, da je pomembno, da pač poskuša zdravnik, zdravnica se osredotočati na težavo, s katero je prišla oseba do tega zdravnika oziroma zdravnice. Potem je tukaj tudi pomembno, da se velika večina gejev in lezbijk, s katerimi sem jaz imela stik in še imam stik, ne čuti dovolj opolnomočene, da bi se lahko razkrili pred svojo družinsko zdravnico oziroma družinskim zdravnikom. Je pa to zelo pomembno, da se oseba razkrije, zato ker so določeni zdravstveni izzivi ravno povezani s spolno usmerjenostjo in načinom življenja, ne, ki ni nujno heteronormativen. Tako da je to zelo pomembno, da poskuša zdravnik, zdravnica ustvariti neko varno okolje, kjer se bo oseba čutila dovolj varno, da se bo lahko razkrila. Ker potem, ko se oseba razkrije, se odpre čisto neka lahko druga paleta vprašanj, ki jih je prej zdravnik, zdravnica zanemaril, ne. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da poskušajo zdravniki ustvarjati in zdravnice, in tega je po mojih izkušnjah še vedno premalo, ne. Ne velja pa to samo za družinske zdravnike in zdravnice, tudi za ostale specialiste in specialistke, ne. Na trans področju definitivno poskušamo vzpostaviti en dialog z interdisciplinarnim konzilijem za spremembo spola, zato da se dogovorimo glede skupne terminologije, ker recimo sprememba spola je zastarel izraz, ki ni več idealen, oziroma se uporablja potrditev spola, ki nakazuje na to, da je pač oseba doživela izkušnjo, da je bil ob rojstvu pripisan napačen spol in potem z nekim operativnim posegom izključno potrdi svoj pravi spol, ne pa ga spremeni. Nekako s tem se da malo več odgovornosti na ta proces pripisa spola ob rojstvu, ki je družben, ne pa na osebo samo, zaradi tega, ker se trans osebe marsikdaj kot neko deviacijo vidi in poskušamo odstopati od tega oziroma delati nekaj proti temu. In pa tudi čisto v individualnih primerih, da govorimo z zdravstvenim osebjem. Ko govorimo o zagovorništvu gejev in lezbijk, pa tudi biseksualnih oseb, na te sem kar pozabila, nenamenoma. Gre za to, da poskušamo ali z individualno podporo, ko neka oseba dostopa do določene zdravstvene storitve, da gre nekdo tja s to osebo pa poskuša stvari pojasniti, pa potem je tudi to zagovorništvo na sistemski ravni. Smo pa lani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana oblikovali usposabljanja za pridobitev certifikata LGBT prijazno in smo lani tudi izvedli 4 izobraževanja oziroma usposabljanja za vodstvene kadre v Zdravstvenem domu Ljubljana. Tako da v bistvu Zdravstveni dom Ljubljana ima certifikat Mestne občine Ljubljana LGBT prijazno, kar pomeni, da so vodstvene strukture, pa s tem tudi delavke in delavci v zdravstvenem domu nekako bolj senzibilni za obravnavo oseb, ki se identificirajo kot geji, lezbijke, biseksualne oziroma trans osebe. To ne pomeni seveda, da je nemogoče, da v tej instituciji pride do neprimernega obravnavanja ali pa diskriminacije LGBT oseb. Pomeni pa, da imajo osebe, ki koristijo zdravstvene storitve na Zdravstvenem domu Ljubljana, še eno možnost pritožbenega postopka, pa vseeno neko zagotovilo, da bodo z veliko verjetnostjo obravnavane na nek dostojen človeški način.